Statistika pravi, da je revščine v Sloveniji vedno manj, a ljudje, ki delajo na terenu, opažajo, da je resnica drugačna. To pa dokazuje tudi resnična zgodba 12-letnika, s katerim sem govorila, a da ga ne bi izpostavljali na televiziji, mu recimo kar Marko. Marko rad igra nogomet. Z mamo in bratom so še lani živeli v dvosobnem stanovanju in z bratom sta si delila sobo. Marko je popoldneve preživljal na nogometnem igrišču, kjer je treniral. A mama je lani zbolela in ni več mogla delati. Zato ni imela dovolj denarja, da bi plačevala stanovanje. Preseliti so se morali drugam. Zdaj vsi skupaj živijo v eni sobi. Mama še vedno ne more delati, zato ji po zakonu pripada. Otroški dodatek, denarna socialna pomoč, državna štipendija bo po novem pripadala, zdaj ima pa višji otroški dodatek, subvencija prehrane, šolske prehrane, in pa subvencija prevoza. Markova mama mesečno prejme okoli 600 evrov, ko družina poravna račune, jim ostane še 350 evrov za hrano, milo, čistila in druge nujne potrebščine. Marko ne more več igrati nogometa, saj si tega ne morejo privoščiti. A da starši nimajo denarja, ni povezano le s tem, kaj si lahko privoščiš, ampak tudi z drugimi platmi življenja. Otroci, ki se spopadajo z revščino, imajo manj prijateljev in slabši uspeh v šoli. Imajo manjšo podporo strani sošolcev in tudi so manj zadovoljni šolo, v primerjavi z tistimi, ki prihajajo iz bogatejših družin. Prav tako so ugotovili, da se otroci iz revnejših družin gibajo manj. Marko mi je še povedal, da njegovi družini včasih zmanjka denarja do konca meseca, zato se je njegova mama že obrnila na nevladno organizacijo, ki jim pomaga. Marko bi rad postal nogometaš, a da bi rekel še za denar za treninge, se mu zdi preveč.